Pohod mestnih četrti Murska Sobota. Predstavitev nove otroške knjige z naslovom Zgodbice njam njam. Generalna skupščina Ceste gradov v dvorcu Rakičan. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Vabimo vas k ogledu tokratne oddaje Dogodki. Mestne četrti Murska Sobota so preteklo soboto organizirale že 9. pohod po mestu. Start pohodnikov je bil tokrat izpred športnega igrišča na Lendavski ulici. Zdaj že tradicionalni pohod po Murski Soboti se je letos začel v mestni četrti Ledava pri športnem igrišču na Lendavski ulici. Po nagovoru župana mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška in predsednika mestne četrti Ledava Boštjana Časarja pa so se pohodniki podali na raziskovanje mesta. Pohod nam je predstavil Božo Bohar, strokovni sodelavec mestnih četrti pri mestni občini Murska Sobota. Moram povedati, da je res že 9. pohod mestni četrti Murska Sobota. Ta pohod se je zelo prijel pri ljudeh, pri naših občanih mestne občine Murska Sobota, pa tudi tuje obiskovalce imamo, kar nas zelo veseli. Namen pohoda je pač druženje, spoznavanje mesta Murska Sobota, posameznih mestnih četrti, zato tudi imamo na vsaki mestni četrti postanek in zaključek je pa tradicionalno tu na Trgu Zmage. Se pravi, to je že zdaj 9. pohod mestni četrti, drugo leto bo jubilejni 10. Tudi še kaj bo dodatnega, ne? Vsekakor, ampak pravim, veseli nas udeležba, veseli nas vzdušje in da tudi ustrežemo namenu, zaradi katerega smo ga organizirali. Letos se je začel v mestni četrti Ledava pri športnem igrišču, fitness igrišču Lendavska ulica pri vstopu v Ledavsko naselje. In smo nadaljevali v smeri Fazanarije in tudi proti Jakobovemu naselju, poleg gostišča Denko pa Dijaški dom in smo zaključili tu, kot sem rekel, tradicionalno na končni postojanki, se pravi, to je Trg Zmage tu, kjer nas tudi pričaka pihalna godba, tako da tudi ostali občani, ki se mogoče iz takih ali drugačnih razlogov niso mogli udeležiti pohoda, vejo, kaj se dogaja. Organizatorji pohoda so tudi tokrat bile vse mestne četrti mesta Murska Sobota, na območju vsake mestne četrti pa so bile tudi tokrat postojanke s pogostitvami. Organizatorji so dejansko vse mestne četrti, sam pričetek, start pohoda je vsake mestne četrti vsako leto drugje, drugače pa končna postojanka, kot sem rekel, je vedno tu. Vseh 5 mestnih četrti so organizatorji, seveda pa vse skupaj poteka tudi v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Letošnjega pohoda se je udeležilo precejšnje število udeležencev, s čimer so organizatorji seveda zelo zadovoljni. Letos se nas je zbralo okrog 100 pohodnikov, tudi moram povedati, nam je vreme služilo, mogoče kakšna stopinja preveč, ampak smo tudi probali najti senco, tako da smo se vsekakor znašli in zdaj, kot vidite, tudi je vzdušje na koncu, tudi zadovoljni so naši udeleženci pohoda. Zelo zadovoljni, ker vidimo, zdaj je že 9. pohod organiziran v sklopu mestne četrti in čedalje več je obiskovalcev in to se nam zelo zdi v redu in pozitivno za vse ljudi, kateri obožujejo mestno občino Murska Sobota in moramo iti samo naprej, ker če smo že speljali do 9. pohoda, potem se že veselimo 10., ker 10. pohod pomeni že mala obletnica. Čeprav poteka pohod po ulicah mesta, je trasa vsakokrat drugačna, tako lahko tudi udeleženci spoznajo mesto z druge perspektive. Traso pohoda spreminjamo zaradi tega, ker bi bilo monotono, ker vsakši občan, vsakši pohodnik, kateri gre z nami, vedno potem vidi nekaj novega, kaj se je novega naredilo v mestni občini in seveda lepega.
prav tako pa samo pozelenitev mestne občine, kot jo sedaj delamo. Vsako leto se ustavimo na takih drugačnih znamenitostih, tudi probamo združiti, se pravi, nekaj tudi naravnega sožitja, se pravi, da tudi gremo en del poti, letos je to bilo, se pravi, brežina Ledave in Fazanerija, drugo leto je pa spet mogoče razbremenilni kanal in druge zelene površine, ki jih v mestu Murska Sobota imamo kar nekaj. In tudi ogledamo si tudi znamenitosti, ki so v mestu Murska Sobota, posamezni ljudje, občani mogoče niti niso vedeli za določene stavbe ali karkoli in je res zanimivo, da spoznavajo tudi na tak način lahko v mestu Murska Sobota. Seveda nas je zanimalo tudi, kako so s pohodom zadovoljni pohodniki. Pred mikrofon smo zato ujeli enega izmed mlajših udeležencev. V bistvu sem bil gnes prvič, ampak se mi zdi, da je to lepa gesta, ko povežemo celotne mestne četrti, kot tudi sam Mursko Soboto. S tem sem bil sami prebivalci te male skupnosti, ko je Murska Sobota fajn povezani, se med samo podružimo, malo ko spigemo, malo pogrejemo, pa res napravimo s tem perfektnen den. Definitivno vsak dan spoznaš kaj novega Murske Soboti, ker Murska Sobota je čili tako mala, je tudi fejst velika, kar se tiče svoje zgodovine pa svojih kulturnih razlik, ampak se mi zdi, da res mora vsaki pravi Sobočanec odločiti toga pohoda, pa tudi priti resno se povezati samo skupnost in s tem ustvariti sebi in drugim lep den. Letošnji pohod pa je bil tudi sicer nekaj posebnega, potekal je namreč v soorganizaciji z European Walking Tour Slovenija pohodom, ki ga je predstavila njegova vodja. European Walking Tour Slovenija se je Center za zdravje in razvoj prijavil skupaj z 3 državami, se pravi s Portugalsko, Finsko in pa Hrvaško, na projekt, ki spada pod skupino Erasmus+. Zdaj, razen pohodov, ki jih bomo organizirali v mestu Murska Sobota, danes je bil prvi, se pripravljajo še zdravi jedilniki. Potem so v načrtu tudi videoposnetki, oziroma se že snemajo na portugalske videoposnetki za varno vadbo in pa videoposnetki z enostavno pripravo zdravih jedi. Se pravi, ciljna publika so dejansko prebivalci, se pravi, katerekoli izmed evropskih držav, ker zadeve so narejene v angleškem jeziku, da si lahko pomagajo k bolj zdravemu načinu življenja. Zdaj, zakaj dejansko do tega prišlo? Vemo, da se populacija se stara, vedno več je različnih zdravstvenih težav in pohode, se pravi hoja, je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko pripomore k bolj zdravemu načinu življenja. V Mladinskem centru Prlekija na Kamenščaku predstavitev otroške knjige Zgodbice Njam Njam, avtorice Jasne Jurkovič in ilustratorke Maje Pučko. V Mladinskem centru Prlekije na Spodnjem Kamenščaku so na svojevrstnem dogajanju predstavili izdano otroško knjigo z naslovom Zgodbice Njam Njam, v kateri je avtorica Jasna Jurkovič združila domišljijo in kulinariko. Dogodek je bil obogaten s kulturnim programom, predajo javno dostopnega AED aparata in opremljene gasilsko-hidrantne omare svojemu namenu ter zasaditvijo sadnega drevesa v sklopu izvajanja dejavnosti Centra za družine Sožitje. Veliko tega, kar sodi med dejavnosti Mladinskega centra Prlekije, zlasti pa samo delovanje je predstavila Nina Štekmüller, zunanja sodelavka centra. Mladinski center Prlekije ima zelo široko področje delovanja. Eden izmed projektov, ki ga torej izvajamo, je Center za družine Sožitje. Tukaj izvajajo se predvsem vsebine, kot so pozitivno starševstvo, samooskrba, tudi počitniško varstvo otrok. Pomembno je, ker dejansko lahko pridejo družinski člani iz vseh družin, ne glede na to, ali so to razširjene družine, kamor prihajajo seveda tudi babice, detki, z njimi seveda vnukeci in pa starši, lahko so tudi vabljeni so tudi enostarševske družine, tudi vsi člani so dejansko dobrodošli. Znotraj tega seveda prepletamo vsebine z samooskrbo, z pridelavo hrane na vrtu, ki se nahaja tudi v lokaciji centra. Vse te vsebine pa so dejansko brezplačne, kar je zelo pomembno za vse družinske člane in pa dejansko s tem poskrbimo za vključenost vseh, ne glede na to, iz kakšnih socialnega statusa izhajajo. Prijavljamo se na različne projekte, da dejansko lahko potem s temi pridobljenimi sredstvi omogočimo čim širši nabor vsebin za vse generacije.
Dejansko zdaj Mladinski center Prlekije, pokrajinski center nevladnih organizacij, podpira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z nami so tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tudi seveda Urad Republike Slovenije za mladino. Dober partner oziroma sodelujoča organizacija so nam seveda tudi Zavod za zaposlovanje in pa občina Ljutomer. Pri vsem tem pa seveda imamo tudi druge partnerje, s katerimi sodelujemo pri izvajanju naših vsebin in pa aktivnosti. V bistvu aktivnosti še tečejo in dejansko delamo vedno bolj na promociji programov, projektov. Zelo smo zadovoljni z obiski, vključujejo se dejansko vse od najmlajših tudi do odraslih in pa seveda družin, tako da dejansko smo zadovoljni z obiski. Jasna Jurkovič je razkrila nastanek zgodbe za njeno zadnjo izdano publikacijo Zgodbice Njam Njam. Ja, ta zgodba je nastala, ker so mi pobudo dejansko dali otroci. Sem namreč učiteljica in vzgojiteljica in hkrati strokovna sodelavka Mladinskega centra in izvajam delavnice za otroke. In rada pišem, to je dejansko moja 6. knjiga že. In ko sem otrokom pripovedovala kakšne zgodbice, so vedno želeli tiste, ki sem si jih jaz izmišljevala. In zato sem se odločila, da bi bilo dobro to napisati, da nisem potem vedno nekaj novega, ker so me že potem spraševali, pa prejšnjič nisi tako govorila. Zato sem se odločila, da bom to napisala, hkrati pa so zgodbice Njam Njam, ker so združene z recepti. In vedno, ko smo imeli tu kakšne delavnice tematske, smo združili to z kuhanjem, da smo si pripravili obroke na isto tematiko, kot je bila zgodbica. Torej, če smo se, pogovarjali o bučah, smo si pripravili nekaj iz buč. Ko je bila zgodbica Pasja vročina, smo si pripravili nekaj, da smo se osvežili. Knjiga združuje 4 zgodbice, ki so dopolnjene, torej, kot sem že rekla, z recepti, ki jih tematsko dopolnjujejo. Se pa zgodbice nekako nanašajo na vsak letni čas posebej. Naprimer, Pasja vročina je za poletje, potem imamo Zobato bučo nekako za jesen, potem imamo Račka žačka išče pamet, dejansko tudi jesen, pa prvi šolski dan je zelo poudarjen, in pa Snežaka bedaka za zimo. Izdajo knjige v nakladi 300 izvodov je financiral Mladinski center Prlekije v sklopu njihovih programov. Prvi pozitivni odzivi otrok nakazujejo, da je Jasna Jurkovič spisala zanimive 4 zgodbice, v katerih so tudi priročni recepti. Jaz delam v vrtcu in seveda normalno, takoj ko sem jo v roke dobila, sem otrokom predstavila. Že prej pa preden sploh knjiga šla v tisk, sem jaz te zgodbice brala že tukaj otrokom na delavnicah in tudi svojemu otroku doma, da sem sploh dobila odziv. In ko sem videla, da so hoteli, daj preberi še enkrat tisto, potem sem videla, to bo dobro. Avtorici to ni bil prvenec, kar se tiče knjig za otroke, kajti v prejšnjih je prav tako na sebi svojstven način otrokom podarila zelo poučno literaturo. Prejšnje knjige pa so povezane z slovenskimi prazniki in običaji. Zgodbica je povezana potem z slovensko tradicijo. Ena knjiga je naprimer Dan državnosti, druga knjiga je Premagal bom tremo in je povezana s Prešernovim dnem, tretja knjiga je povezana z Nočjo čarovnic, četrta knjiga z Martinovanjem, 5. knjiga z Dnevom reformacije, ampak vedno je neka zgodbica privlačna in potem še hkrati opisani prazniki, tako da so dejansko poučne tudi zgodbice. Za pisateljico so že uspešne izdaje knjig za otroke. Medtem pa se je ilustratorka zgodbic Njam Njam, Maja Pučko, z izzivi srečala prvič. Torej, jaz sem že od vedno želela biti del knjige, kot ilustratorka, oblikovalka ali pisateljica. Torej, bila to za mene odlična priložnost, da črtam ta cilj iz mojega seznama in da se preizkusim takoj na oblikovanju in ilustriranju. Torej, najprej sem se lotila ilustriranja in sicer sem izbrala medij, na katerem bom vse skupaj uprizorila. Torej, risala sem na A3 list in pa z graf, čopič, markerji, to so pa posebni flomastri, ki se močno vpijajo v podlago, in barvicami. Seveda sem mogla paziti tudi na določene stvari, kot so pozicija ilustracij na papirju, torej da niso bili preveč na sredini in pa da so živali bile prikazane ljubko, ne na strašljiv način, saj lahko otroke to hitro
odvabi. Na koncu je vse skupaj spadlo veliko boljše, kot sem pričakovala, da bo, pa tudi ljudje so knjigo zelo dobro sprejeli in ogromno izkušenj sem iz tega tudi pobrala, pa nadgradila svoje znanje z programi. Med številnimi obiskovalci si je prireditev ogledala magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, ter gostja iz Ljubljane, gospa Breda Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bila navdušena nad dogajanjem. Veliko veselje mi je, da sem danes imela možnost in priložnost priti tukaj sem med vas, se udeležiti v bistvu tega svečanega dogodka, otvoritve in v bistvu tudi predstavitve samega delovanja programa, ki jih v Sloveniji, bom rekla, še kako potrebujemo, ki so v Sloveniji še kako dobrodošli, kajti marsikdo najde neko svoje zavetje v takšnih oblikah programov, ko bi lahko sicer pristal nekje na cesti. Na ministrstvu absolutno podpiramo takovrstne in podobne programe, vse z razlogom, tako da z veseljem smo se danes udeležili te otvoritvene slovesnosti in z veseljem bomo še v nadaljnje sodelovali. Tale predstavitev knjige, tale nastop teh otrok iz vrtca je prečudovito doživetje in vse pohvale in čestitki pisateljici, avtorici te knjige in ne nazadnje tudi ilustratorki te knjige, obe sta se nam danes predstavili in res še enkrat iskrene čestitke in pravzaprav jim želim še veliko takih podvigov. Čestitke avtorici in ilustratorki, ki so dobra popotnica knjigi do ciljne skupine otrok. In vkolikor imate starši še vedno spoštljiv odnos do brane besede, posezite po njej. Ne nazadnje je knjiga eno najlepših daril, ki jih lahko podarite otroku. V dvorcu Rakičan je potekala generalna skupščina Ceste gradov ter podpis sporazuma o sodelovanju glede skupnega nastopa na turističnem tržišču. V dvorcu Rakičan je potekala generalna skupščina Ceste gradov, na kateri so se srečali predstavniki 34 dvorcev in gradov iz Avstrije in Slovenije. Zraven gospodarskih predstavnikov iz obeh držav so se skupščine udeležili tudi politični predstavniki, saj dogodek predstavlja odlično priložnost za krepitev gospodarskih, kulturnih in političnih vezi ter izmenjavo izkušenj na področju varstva in razvoja kulturne dediščine. Avstrijski gradovi in dvorci so se pred dobrimi 30 leti povezali v Cesto gradov z namenom družnega negovanja bogate in razgibane zgodovine ter skupnega nastopa na turističnem tržišču. V sklopu projekta Castle Road, Cesta gradov, ki ga raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan vodi v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija, se je Cesta gradov utrla pot tudi na slovensko stran. O vključitvi 9 slovenskih gradov v projekt, kjer je že ustaljenih 25 avstrijskih, Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan. Projekt Castle Road je 3-letni projekt, financirani strani programa Interreg Slovenija-Avstrija. Mi smo v tem projektu vodilni partner. Osnovna ideja tega projekta je povezovanje gradov na obeh straneh meje, se pravi na slovenski in avstrijski strani. Sedaj nas je že blizu, mislim, da 34-35 gradov, ki smo vključeni v to skupno mrežo gradov, ki se imenuje Schlösserstraße, Castle Road oziroma Cesta gradov. Glavni cilj tega projekta je seveda tudi kazalnik povečanja števila turistov oziroma obiskovalcev. To pomeni, da bomo preko aktivnosti v projektu izvajali promocijske načrte, promocijske aktivnosti na različnih sejmih in pa seveda obogatili našo ponudbo. Naša ponudba je že zdaj dobra, bogata, vendar jo bomo skupaj z projektnimi partnerji še nadgrajevali. To pomeni, da bomo iskali še boljše rešitve, da bomo tudi skupaj tržili. Zato tudi bistveno za naš projekt, da se povezujemo z turoperaterji, z hotelirji, z vsemi, ki so tako ali drugače povezani s turizmom. Mi v našem projektu nagovarjamo več ciljnih skupin, vendar dve glavni ciljni skupine turistov so družine, se pravi družine z otroki, se pravi program mora biti zanimiv za otroke in pa tako imenovani kulturni turizem, kjer se pač ponujajo različni dogodki, kulturni dogodki, razstave, galerije in tako naprej, vse, kar deluje v gradovih v
tej čezmejni povezavi. Dejstvo je, da bi rad poudaril, da tudi v Avstriji so v glavnem danes tu zbrani, kar se tiče Avstrije, zbrani tisti, ki delajo v turizmu, ki so vezani na turizem v gradovih. Niso toliko lastniki, koliko turistični delavci v gradovih. Imamo podobne izzive, podobne priložnosti in seveda ogromen potencial, ki še vedno ni popolnoma izkoriščen. Z bogatimi izkušnjami in predvsem z dobro prakso so se v dvorcu Rakičan predstavili avstrijski partnerji. Andreas Graf von Bardeux kot predsednik združenja Die Schlosserstraße je povedal, kaj pomeni ta projekt za njih. Das Projekt Schlösserstraße oder das Interreg-Projekt, das ist eben die Zusammenarbeit zwischen den steirischen, den burgenländischen und vor allem den slowenischen neuen Schlössern, die zu uns dazugekommen sind, ist Projekt, ki povezuje štajerske, gradiščanske in slovenske gradove, dvorce, samostane in zgodovinske objekte, želimo predstaviti na mednarodnem turističnem trgu. Še vrsto let v Avstriji izvajamo ta projekt, v navezavi s slovenskimi partnerji pa želimo nekaj novega, morda tudi nekoliko drugačnega. Oboji imamo podobno zgodovino, ki jo želimo s turistično ponudbo družno predstaviti, s skupnim projektom pa želimo predvsem na navdaljnejše tržišče, kot sta Rusija in Kitajska. Skupno smo zagotovo močnejši in prodornejši. Auf Fernmärkte gehen. Wir möchten auf den russischen Markt gehen, wir möchten auf den chinesischen Markt gehen. So sind wir als Destination, glaube ich, stark genug, wahrgenommen zu werden. Das sollte eben die Touristen sowohl in Slowenien als auch in Österreich durch diese Verbindung der Schlösserstraße bringen, weil dem Touristen sind Grenzen und wir haben Gott sei Dank nicht mehr diese Grenzen, nicht von Interesse und somit können wir auch das Kulturelle auch darstellen, nicht nur von den Schlössern. Ta skupni projekt prinaša spoznanje o povezavi brez meja in to ne samo na področju kulturno-zgodovinskih objektov, temveč tudi kulinarike in izvrstnih vin. Računamo na to, da bodo slej ko prej turisti tako iz Dunaja kot Ljubljane, torej iz naših metropol, prišli v našo regijo in spoznali gostoljubnost in prijetnost ljudi te pokrajine. In Wien oder in Laibach, in Ljubljana sein, aber ein zweites Mal werden sie in die Region gehen und diese Region kennenlernen. Und wir haben eine sehr schöne, gepflegte Region. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, besonders für andere Märkte und andere Länder. Natürlich haben wir viele Aktivitäten vor, also auch Aktivitäten, wo wir gemeinsam etwas machen. V prihodnje načrtujemo številne aktivnosti, ki jih bomo skupno realizirali, tudi o prisotnosti televizije in radia. Recimo od viteških festivalov pa glasbenih doživeti do povezovanja specifičnosti lokalnih in regionalnih posebnosti. Und Burgen und so weiter. Also immer auch überregionale Projekte, die wir anbieten wollen. Turizem je ena od hitro rastočih gospodarskih panog v Sloveniji in tovrstni projekti so pomembni tudi za deželo ob Muri, kar je izpostavil magister Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Lansko leto je bilo za Slovenijo turistično rekordno. Letos, samo aprila, pa smo beležili 22% večji obisk tujih turistov, kakor aprila lani. Torej, mi se razvijamo kot turistično pomembna regija. To povezovanje teh gradov pa kaže, da bomo imeli v bistvu tudi poti, ki bodo za specifične turiste. Torej, ne turiste, ki pridejo, da berejo knjige ali karkoli podobnega, ampak turiste, ki želijo spoznati pokrajino, zgodovino, ki želijo spoznati kulturo, da jim bomo ponudili aktivno ponudbo. Dvorec Rakičan, ki je bil gostitelj srečanja predstavnikov ceste gradov, se aktivno vključuje v turistično dogajanje, na kar je opozoril dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota in pri tem izpostavil naslednjo pomembnost. Da si znamo sami pomagati in da sami iščemo projekte po Evropi. In pogledajte, današnji dogodek je dokaz, da se da. Grad Rakičan ima vrsto različnih programov tekom celotnega leta, tako za turiste, kot tudi izobraževalne programe za mlade. Tako da počitnice so tukaj pravzaprav vrvež mladih. Povezujemo pa ta grad z ostalimi produkti turističnimi, našim najnovejšim Expanom. Do tja vozi kočija in seveda to je bila zamisel, ko smo Expano postavljali, da bo to sestavni del te ne samo poti gradov, ampak tudi poti od grada do Expana. Srečanja se udeležil tudi magister Zoran Poznič, minister za kulturo v vladi Republike Slovenije. Gradovi kot taki, kako jih ohraniti, obnoviti
in ne nazadnje, kako vključiti v ponudbo današnjega časa. To je zelo pomembno. Prvo to, da jih znamo učuvati, da vemo, kaj z njimi hočemo. Kulturni turizem je ena najhitrejše rastočih gospodarskih panog v zahodnem svetu. Predvsem pa vsa ta moč, ves ta napor, ki ga družba vlaga v ohranjanje te naše žlahtne dediščine, pomeni tudi en drug princip. In to je, da zares vemo, odkje smo, kdo smo, kaj stoji za nami in da z vsem tem fundamentom, z vsem tem svojim bistvom tudi bolj zaupljivo in na varni strani, da tako rečem, zremo v to, kar nas čaka v 21. stoletju. Projekt je zastavljen, kako naprej? Lahko dodamo še marsikaj in seveda namen tudi je. Ta cesta je važna tudi predvsem zaradi tega, da se na en način druži ta srednjeevropski prostor tudi skozi takšen princip, kot je takšna kulturno, zgodovinsko, umetniška pot, ki združuje, se pravi, ne samo ostaline preteklosti, spomenike preteklosti, ampak predvsem ljudi z različnih področij, različnih provijenc, različnih kultur celo in pa seveda tudi različnih narodnosti, ki včasih nismo bili ravno v najboljših odnosih. Tako da tudi to je to mreženje, da tako rečem, med ljudmi, ta socializacija mogoče pomeni zelo veliko. Pomeni tudi dober obet za naprej v tem norem svetu, ko nihče več ne ve, kam pripada, kdo je, kdo smo, odkje prihajamo. So takšne stvari, takšne iniciative in takšen napor izredni, ne samo finančni, tudi človeški, seveda tudi za Republiko Slovenijo izredno pomembno. Predstavniki posameznih dvorcev in gradov v Avstriji in Sloveniji so ob koncu generalne skupščine podpisali sporazum o sodelovanju, s čimer so tudi uradno postali člani čezmejne ceste gradov. Osrednji cilj projekta je ohranjanje in nadaljnji razvoj dvorcev in gradov na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. To je bilo vse za danes. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.